Količina pitne vode in odgovoren odnos do narave gresta z roko v roki, zato ozaveščanje na tem področju ni nikoli dovolj. Mariborski župan je na prireditvi v Evroparku še enkrat opozoril na onesnaževalce podtalnice, ki jih morda na prvi pogled večina tja sploh ne bi uvrstila. V okolici Maribora imamo v bistvu največji vodni rezervoar v Sloveniji, ki pa ni v celoti uporaben zaradi kmetovanja. Sploh tukaj področje okoli letališča, kjer nekateri razlagajo, da imamo prvo vrsto kmetijsko zemljo, ampak spode pa je voda, ki je onesnažena s pesticidi, herbicidi, insekticidi, torej način kmetovanja. Torej vsaj ekološki ali biodinamični način kmetovanja je potreben, da ohranjamo vitalnost zemlje in da ne onesnažujemo podtalnice. Pomemben deležnik pri ohranjanju čiste pitne vode smo vsekakor ljudje in mestna politika, ki je dolžna vzpostaviti nek sistem, ki prebivalce prisili, da se do okolja obnašajo odgovorno. Po zakonu imamo 3 javne službe. Eno je ravnanje z odpadki, potem je oskrba s pitno vodo in sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, torej gradnja kanalizacij in čistilne naprave, da to vodo prečisti. Na drugi strani pa seveda zelo pomembno, kakšne odpadke in katere odpadke ustvarjamo kot prebivalci, in na drugi strani, kako jih to odlagamo, kako jih sortiramo, in je to zelo pomembno, da seveda čim manj tega pristane v okolju. Ozaveščanje je torej ključnega pomena, zato fotografski natečaj v organizaciji Mariborskega vodovoda ni zgolj izpostavljanje tehničnega fotografskega znanja in občutka za estetiko. Na sliki je bil kip, pač voda, tako mali slab je, pa se mi je zdelo zanimivo, ker sem mislil, da večina jih bo slikalo samo mostove, pa je bilo nekaj drugačnega. S tem pač spominjajo na vse, kako pomembna je voda, pa naj ne osnežujejo. Sem pa nekega dne pač bil na Koroški cesti, ker je bilo ful onesnaženo in sem tudi razmišljal o tem, da bi tudi malo bolj mogli paziti na okolje. Zato sem pač slikal žleb, kjer je cankala voda, je pa ful lepa slika nastala. Odveč je tudi bojazen, sploh ob prihodu magne, industrijskega onesnaževanja podtalnice oziroma pitne vode. Torej, pogoj umeščanja industrijskih in drugih objektov je danes tako zahteven proces in seveda, koliko niso izpolnjeni vsi okoljski kriteriji, v bistvu objekta ni možno umestiti v prostor, tako da s te strani ni bojazni. Pomembnosti naravnih dobrin se ljudje velikokrat začnemo zavedati šele takrat, ko nam jih zmanjka ali ko izvemo, kako močno so vpeta v naš vsakdan. Za izdelavo ene čokolade je namreč potrebnih kar 24 tisoč litrov vode, za izdelavo enih kavbojk je potrebnih 10 tisoč litrov vode in kar 1000 litrov vode porabi mlečna industrija, da proizvede liter mleka. Človek pa brez nje lahko zdrži največ 3 dni. Dovolj alarmantni podatki, da se do narave končno začnemo obnašati odgovorno, mar ne?